Oddajo začenjamo kar z vklopom v studio v Kanu, kjer čaka Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo pozdravljena. Pozdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imajo radi filme, ki imate radi filme in filmske festivale. No, začetek 79. Kanskega festivala je bil zelo zvezdniški, ampak tudi udaren. Na novinarski konferenci, na kateri se je predstavila glavna žirija, ki predseduje južnokorejski filmar Park Chan-wook, je imel Paul Leverty, škotski scenarist, zelo odmeven, lep govor. Zdi se mi, da je danes vsak tovrsten govor nekaj dragocenega. Začetek festivala, ravno zaradi te uvodne novinarske konference, ki je bila tako vsebinska in tehtna kot že dolgo ne, je nekako poseben. Nekako je to tista novinarska konferenca, vse to, kar smo slišali tam, intoniralo festival, še prav posebej Paul Leverty, najtesnejši sodelavec Kena Loacha, scenarist njegovih delavskih, družbeno angažiranih filmov, tudi sodobitnik 2 zlatih palm tukaj za filma Veter, ki trese ječmen, in jaz Daniel Blake, in kot si rekla, član žirije. No, in Paul Leverty si je že na samem začetku vzel besedo, izkoristil je čisto preprosto uvodno vprašanje, kako je reagiral na povabilo v žirijo. I thought it was one of my sons taking the piss. I thought it was a hoax. Yeah, but I've got three sons who cause a lot of trouble. Prepričan sem bil, da me kliče eden mojih sinov in se norčuje. Imam 3 sinove, ki počnejo neumnosti, in mislil sem, da je to še ena izmed njih. Ker pa sem zaradi svojih obiskov Kana poznal Thierryja Fremoja, sem ugotovil, da res kliče on. Razveselil sem se, gre za veliko čast. Kanski festival nam je veliko dal. 10-krat smo bili tu s Kenom Loachem in Rebecca O'Brien. Še posebej je to pomembno zdaj v temnih časih, v katerih, kot je napisal Shakespeare v Kralju Liru, nori vodijo slepe. In ko smo priča sistematičnemu nasilju, genocidu v Gazi in vsem strašnim prepirom. Zato me je, če sem pošten, misel, da grem na festival, ki slavi različnost, domišljijo, nežnost, ob tako vulgarnem, zlobnem, sistematičnem nasilju, kjer je vse dvodimenzionalno, res prevzela. Biti na festivalu, kjer se bomo poglabljali v različna mnenja, podrobnosti in lepoto. Vznemirjeno čakam, da skupaj s čudovitimi sožiranti vstopimo v dogodivščino. No, in potem v nadaljevanju ob res pogostem vprašanju o povezanosti med politiko in umetnostjo, politiko in filmom, je v Edinburgu živeči scenarist spet takoj povedal, kaj si on misli o tem. I'm of a generation where, believe it or not, we used to study Greek. Če verjamete ali ne, v moji generaciji smo se učili staro grščino. Res je že davno tega in ne spomnim se je prav dosti. A če se vrnemo k izvoru besede polis, veste, kaj pomeni? Pomeni mesto, pomeni, kako se ljudje obnašamo drug do drugega. A ne v političnem smislu, temveč v tistem najglobljem, v tem, kako obravnavamo drug drugega. Rekel bi, da je prav v vsaki zgodbi, ne glede na temo, ki jo obravnava, že v načinu, kako zgodba predstavlja vrednote, prisotno vprašanje moči, kot zrak, ki ga dihamo. Kar je zame še posebej opazno je, da so ljudje, ki zase trdijo, da so nepolitični, pogosto najbolj politični med vsemi in se tega sploh ne zavedajo. Mislim, da so politika, moč, vrednote prisotne v vsakem scenariju, v vseh zgodbah, od hororja do komedije. Pogosto pa gre v osnovi za vprašanje, ali skrbim za svojega brata, sočloveka. Mislim, da gre za preplet vsega, načina pripovedovanja, domišljije. Pravo vprašanje je torej, ali je narejeno dobro ali ne. A politika je skoraj kot zrak, ki ga dihamo. No, in potem je sledilo še tisto tretje vprašanje in tema, ki nas vse zanima, kaj si filmarji mislijo o umetni inteligenci in njeni povezavi z umetnostjo, s filmom. Spet Paul Leverty. Look at the concentration of power. Who owns these great corporations?
Poglejte koncentracijo moči, pohlep in kdo so lastniki družb. To so ljudje, kot je Peter Thiel, ki ne zna nič dobrega povedati o človeškem dostojanstvu. Ne zanimamo ga ljudje in enakopravnost. Mislim, da moramo pri umetni inteligenci najprej ugotoviti, kdo so njeni lastniki. To so tisti, ki odločajo in posledice njihovih odločitev najmočneje vplivajo na naše življenje. Popolnoma neverjetno se mi zdi, kako to počnejo in preostali svet jim bo sledil, ne glede na posledice. Pomislite samo na vse krize, s podatkovnimi bazami, industrijo, trajnostnimi vprašanji, vodo, vse to vpliva na človeštvo. Toda zdi se mi, da začenjamo razumeti, da tehnološkim milijonarjem, ki so večinoma desno usmerjeni liberalci, ne smemo prepustiti diktata nad našimi življenji. Če pustimo ob strani umetnike, kakšen vpliv ima vse to na navadne delavce, na družbo, na naše otroke? Razumeti moramo, kdo so lastniki umetne inteligence in zahtevati moramo, da postane transparentna in bolj demokratična. Gre za preveč pomembno stvar, da bi jo kar prepustili tem tipom. No in čisto na koncu je Paul Leverty opozoril še na letošnji plakat, s katerega festival opazujeta Susan Sarandon in Gina Davis iz filma Thelma in Louise Ridleya Scotta. Takole je rekel: fascinantno je videti Susan Sarandon, Javierja Bardema, Marka Ruffala na črnem seznamu, ker se ne strinjajo z ubijanjem žensk in otrok v Gazi. Naj bo sram Hollywood in ljudi, ki to počnejo. Če se pa ozreva k filmskemu programu na letošnjem festivalu, so tega začeli Francozi. Komedija Življenje neke ženske, režiserke Charline Bourgeois-Taquet, govori o krizi srednjih let, če prav razumem. Ja, Francozi si radi vzamejo dovolj prostora za francoski film, včasih se nam zdi, da skoraj preveč, ampak glede na filme, ki jih gledamo, so upravičeno v srednjem tekmovalnem programu. Življenje neke ženske je, tako kot si rekla, portret ženske pri 55. Spet je v glavni vlogi tudi lani vstopajoča francoska igralka Lia Drucker, igra kirurginjo, ki se ukvarja z zelo težkim, zahtevnim in pomembnim delom, rekonstruira obraze ljudi, ki so doživeli težke nesreče ali preboleli težke bolezni. Je tudi profesorica, vodja oddelka za kirurgijo, za rekonstrukcijo obrazov, oddelka, ki se sooča z nižanjem sredstev in nižanjem kadrov, in potem je tukaj še košček njenega zasebnega življenja. No, posebej zanimivo pri tem filmu se mi je zdelo to vprašanje identitete, katerega tudi naslovi profesorica na enem od simpozijev, ko pove, da to, kar lahko naredi ona in njeni kolegi, je rekonstrukcija obraza, vendar je obraz drugačen. Lahko povrne svojim bolnikom oči, nos, usta, lahko stori to, da ljudje niso več opazovani na ulicah, da lahko živijo normalno življenje, potem pa sledi vprašanje identitete. In to je nekako tudi tisto fokusno vprašanje filma, ko Lia Drucker v vlogi te prezaposlene ženske nekako bega, teka in poskuša vsem ustreči v svoji veliki hiperprofesionalnosti, in v nekem trenutku jo njen mož poskuša biti tudi popolna žena, popolna hčerka, popolna sestra, popolna ljubimka, ko ji reče: spominjaš me na Robocopa. No in potem naslednji film, francoska produkcija, podpisuje pa film iranski režiser Asghar Farhadi. Gre za film vzporedne zgodbe. Asghar Farhadi je posnel res kompleksno filmsko sestavljanko, gre za odličnega režiserja, dobro ga poznamo, dobil je 2 Oskarja, morda njegov najbolj izstopajoč film Ločitev, pa Vse o Evi, samo da spomnim nanj. No, tokrat je film posnel v francoščini z zvezdami francoskega filma, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Cassel nastopajo, pa Adam Bessa. Gre za zelo, zelo, zelo francoski film. V fokusu je pisateljica, ki išče like, teme za svoje zgodbe in pri tem ne izbira sredstev.
Asghar Farhadi je v tem res zapletenem filmu nekako povezal resnično življenje, literarno življenje, spreminjanje zgodb. Film je nekakšen poklon domišljiji, na neki način prikaz tega, kako prav vsaka stvar v življenju, vsaka kretnja, pogled, beseda vplivata na nekoga, na tebe samega, na druge, tudi v slabem smislu. No, dodatna zanimivost in zaplet tega morda malce preveč zapletenega filma pa so reference na filmsko zgodovino. Film namreč izhaja iz dekalogije Kšištofa Kieślowskega, prav posebej iz kratkega filma o ljubezni in kratkega filma o ubijanju, in cela vrsta scen je nekakšen omaž temu velikemu evropskemu režiserju, ki ga vsi tudi filmski ustvarjalci zelo cenimo. Zavrtel pa se je tudi še eden od bolj pričakovanih filmov festivala, Očetnjava Pavla Pavlikovskega. Ja, gre za res pričakovan film in po ogledu, premiera je bila včeraj zvečer, sledil je neskončen aplavz. Na tale pogovor sem pritekla z novinarske konference z ustvarjalci tega odličnega filma. Mislim, da je to eden od filmov, ki bo tukaj pobiral nagrade in o katerem bo zelo razmišljala žirija. Torej Pavel Pavlikovski, ki je sam začel kot dokumentarist v Veliki Britaniji in šele potem postal režiser igranih filmov, predvsem na Poljskem, se je poglobil v prav posebno obdobje življenja Thomasa Manna v leto 1949. Thomas Mann že ima Nobelovo nagrado, Thomas Mann živi svojo družino, z delom svoje družine v Združenih državah Amerike, kamor se je izselil sredi 30 let, tako kot mnogi intelektualci in drugi nemški ustvarjalci, in na povabilo Nemčije, pravzaprav že obeh Nemčij v nastajanju, pride na praznovanje 200. obletnice rojstva Goetheja. Z njim pride njegova hčerka Erika in gledamo očeta in hčerko v nekakšnem črno-belem road movie v filmu Ceste, ki potujeta od enega do drugega kraja, najprej v nastajajoči zahodni Nemčiji, ki je pod okupacijo zahodnih sil, in potem tudi v Weimarju, kjer imajo oblast Sovjeti. Skratka, gre za zelo kompleksen film, a vseeno zelo čist film. Počasen spoznavamo tega velikega človeka Thomasa Manna, ki je v tem trenutku konec 40 let kot nekakšna velika gora nemške literature, Nemčije, in na katerega v različnih tudi političnih smislih računajo Nemci, tako vzhodni kot zahodni. V ozadju pa spremljamo družinsko zgodbo, trikotnik med Klausom Mannom, Eriko in Thomasom Mannom, in tukaj mogoče bodo nekateri dobri poznavalci te literarne dinastije Pavlu Pavlikovskemu nekoliko zamerili nekaj sprememb, ki jih je naredil. Predvsem je spremenil svojo sopotnico na tem resničnem potovanju po Nemčiji. V resnici je namreč z njim sem pripotovala njegova žena. In še druga podrobnost, o kateri pa moram sama še razmisliti, ker me je pa še malce bolj zmotila, je ta, da je Klaus Mann v resnici umrl v Cannesu nekaj mesecev pred tem drugim zgodovinskim dogodkom, ki pa ga Pavel Pavlikovski prestavi v čas tega obiska Nemčiji. Ne glede na vse to, odličen film, zaradi katerega sem prepričana, bomo vse poletje spet brali romane teh velikih nemških pisateljev. Kako pa je s filmi zunaj tekmovalnega programa? Tudi zunaj tekmovalnega programa, kolikor utegnem, gledamo zelo dobre filme. Zanimivo se mi je zdelo, da je drugo najmočnejšo sekcijo festivala Poseben pogled odprl ruski čerkeški režiser Kantemir Balagov, ki ga tudi v Sloveniji dobro poznamo po njegovem filmu Prekla. No, tokrat je film posnel v Združenih državah Amerike, v New Jerseyju, kjer gledamo skupnost priseljencev in kar preveč časa
ni jasno, za kakšno skupnost gre, šele na koncu. Kantemir Balagov pove, da je to pravzaprav njegova skupnost, da so to priseljenci Čerkezi iz Sovjetske zveze oziroma iz Rusije, ki so v konec prejšnjega stoletja se preselili v Združene države Amerike in tukaj živijo. Zanimivo, no, mogoče danes pa boste na sporedu zunaj seveda tekmovalne sekcije še dva filma, oba ameriška. Prihaja John Travolta s svojim režijskim prvencem, ki ga je posnel po svojem romanu, in prihaja Steven Soderbergh z dokumentarnim filmom Zadnji intervju z Johnom Lennonom, in oba filma sta zelo, zelo pričakovana. Katere filme pa boš v Cannesu še gledala konec tega tedna? Na uradnem sporedu bo spet nekaj zelo, zelo pričakovanih filmov. V tekmovalnem programu japonski film Ryusukeja Hamaguchija, naj spomnim se cinefile na njegov film Drive My Car. Tudi tokrat bo njegov film z naslovom Nenadoma zelo dolg, več kot 3 ure. Spet pričakujemo tako pravo, odlično filmsko meditacijo, kot smo režiserja spoznali pri prej omenjenem filmu. Potem pa bo na sporedu v sekciji Kanzen 14 dni režiserjev novi film Romuna Radoja Žudeja, Dnevnik sobarice, pa še en Američan prihaja v tekmovalni program, James Gray s kriminalko Papirnati tiger, in v glavnih vlogah sta Adam Driver in Scarlett Johansson, tako da bo v Cannesu poskrbljeno tudi za zvezdniški del, ki ga vsi tukaj pričakujejo. Ja. Ingrid, hvala lepa za tale vpogled v dogajanje prvih dni na 79. Canneskem filmskem festivalu. Enako in odlične filme želim vsem, še posebej v pravih kinodvoranah.